Šerifom Džogićem se poznam že dolga leta. In ko sem začela objavljati svoje članke v časopisih, je bil eden mojih najzvestejših bralcev. Takrat sva si začela izmenjevati tudi elektronska pisma in tisto, kar me je res navdušilo in presenetilo, je bila njegova neverjetna pismenost. Pismenost v jeziku, ki ni njegov materni jezik. Mislim, da s svojo pismenostjo poseka marsikaterega intelektualca, ki ga poznam. In ko mi je pred časom, pred 2 letoma, če se prav spomnim, izročil svoj rokopis knjige, romana, ki ga je napisal tole. In sem ga odnesla na morje, sem si mislila, no, elektronsko pismo je nekaj, roman je pa nekaj drugega. In sem čakala na tisti deževni, nevihtni dan s strahovitimi neuri na Pagu, ko sem se lotila njegove knjige. Prebrala sem jo v enem dihu, med eno dolgo nevihto, med strelami, bliskanjem, gromi in nisem mogla verjeti, da me je tako povlekla vase. Zgodba, ki jo je napisal Šerif. Napisal je zgodbo, ki je name delovala kot nenavadna mešanica avtobiografije in pa telenovele, oziroma scenarija za telenovelo. In tisto, kar se mi je zdelo najbolj neverjetno, je bil konec knjige. Seveda ga ne bom izdala. O tem koncu smo se kasneje še velikokrat pogovarjali in v pravi knjigi je ta konec, ki si ga je Šerif zamislil, tak, kot si ga je zamislil najprej. Kakšen je? Poglejte sami. Rojen sem v popolnoma drugačnem okolju, v katerem je bilo lažje priti do službe kot do knjigi. S 5 leti sem že začel tekoče brati, vendar nisem imel kaj in sem včasih ure in ure hodil, da bi dobil ali prišel do kakšnekoli pisane besede. Po več kot 40 letih službe sem nepričakovano ostal doma in sem končno imel veliko časa za brati, ki ga med delovno dobo nisem imel. In začel sem tudi pisati. Pisanje samo mi ni povzročilo kakšnih težav in s tem nisem imel problemov, zato ker sem že med delovno dobo veliko nesporazumov reševal tako, da sem z dolgimi e-maili ali pismi reševal morebitne konflikte z ljudmi, s katerimi sem sodeloval. Po približno 2 letih sem imel besedilo, ki je končalo v romanu Usodno srečanje. Vendar tega romana ne bi bilo brez založbe Primus, ki je besedilo uvrstilo v zbirko avtorjev. Hvala jim.